Pa smo lahko tudi opice, ali kaj? Ok, ja, ampak smo žive opice, ne? Ja. Brez medicine si dedet opica. Mislim, Recimo. če zboliš. Pač. Ja, ampak če pa nimaš kulture v življenju, pa si rataš depresiven in se fucking ubiješ. Čau, Maša in Jernej, smajli. Prisotno, da je umetniško delo valid, tudi če ni za tem 3 leta garanja, pa trpljenja, pa stresa. Ker se mi zdi, da velja neko generalno nezaupanje do študentov, da itak ne vemo, kaj bi mi hoteli in kaj nas zanima, tako da nam morajo poturiti, kar se njim zdi, da bi nas zanimali. Sem se pa za naložč kamere čisto osvobodila in sem jo predala 3 fotografom, ki jim pač ful zaupam. Edini studio, najbližji studio, ki to razvija in digitalizira, je v Berlinu in pride, vsaj takrat je prišlo približno 100 € za 3 minute. Rabimo etimološki slovar za narečne in slengovske izraze. Ful ene drame, ampak na tak ful dobrodošel način. Namesto, da bi ti sledil, ko se pogovarjamo, odpiraš svoj telefon, pa bereš stare fortune cookieje. Maša, you're welcome everywhere. Doubt. Drage poslušalke, dobrodošle v 4. epizodi 4. sezone Kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes v etru konceptualna in vizualna umetnica Iva Suhadolnik-Gregorin. Čau, Iva. Zdravo, Maša, zdravo, Jernej. Živijo. Njeno področje zanimanja zajema analogno fotografijo, performance in video. V svojih projektih raziskuje medsebojne odnose, razmerja moči, vpliv patriarhata in spolne binarnosti, okupacijo skupnega in javnega prostora in vprašanje človeške hiperprodukcije, fetišizacije dela tako umetnikov, kot vseh nas ostalih. Poklepetali bomo o Ivinih zadnjih projektih, analogni fotki, Super 8 filmu, morju, performancu, avtoportretih, plesu in probali bomo malo razčleniti vsebinske premise, torej vprašanje dela in produktivnosti, ki so ena glavnih izhodišč za njeno umetniško prakso in tudi za način življenja. Zakaj je treba skozi delati in zakaj se počutimo bedno in nekoristno, če samo obstajamo in delamo nič, gledamo v luft in lenarmo in na kakšen način je lenarjenje lahko upor in pravica, na katerega načrtno pozabljamo in ga tlačimo v globočine osramočene kapitalistične duše. Poslušate Kritiški posledek, posladek, podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Vse omenjene stvari, razstave, knjige itd. Bomo polinkali v opis. Če vam je cool, kar delamo, nam dejte na Buy Me Coffee podariti kavico, zbiramo cash za morje, kjer bomo delali nič. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posledek. Posladek. Ok, zdaj, če jaz preskrolam tvoj čudovit Instagram, Iva, ta se stoji iz pretežno črno-belih fotk, na katerih je morje, palme, plaža, tvoji avtoportreti in občasno kakšna gola rit, tvoja ali pa od koga drugega. Moje prvo vprašanje bi bilo, kdaj boš mojo golo rit fotkala, ampak ne, so me zatrli, ok, prav. Tako da v bistvu se rajš vrnem na najno prvo skupno sodelovanje, ki se trenutno do 31.5. bomo videli, da gre to ven, udejanja v galeriji Dobra Vaga na tvoji samostojni razstavi v sklopu Umetnica na mesec z naslovom Nič ni bolj pomembno od vode na koži. Torej, to je projekt, ki po mojem mnenju na najbolj možen način v bistvu priča o tem, s čimer se trenutno ukvarjaš, tako vsebinsko kot likovno in kaj se ti v bistvu dogaja kot umetnici, kar potem itak že meji na nek oseben life, življenjske odločitve, način življenja, razmišljanja, nadaljno pot itd. V mislih imam predvsem torej 2 aspekta, torej podobe morja, počitnice, plaže, palma, morje, ležanje, čilanje in pa vsebina, ki pritiče ne delu oziroma kritično razmišljanje o naših prelisičenih spranih možgančkih, da moramo skozi delati, producirati, da smo samo na tak način navzven in navznoter sploh kaj vredni, da čutimo, da smo kaj vredni, ko delamo na hard in skozi. Ti sicer prvotno izhajaš iz lastne perspektive umetnice, ampak idejo razširjaš tudi na vse nas širše. Pač vsi smo taki in meni se zdi, da se ta vsebinska srčika tudi malo povezuje s tem, kar Jerneja zanima kot umetnika / kuratorja, torej
nek ta aspekt skrbi, sproščenega druženja, kuhanja, hrana, sharing, hanging. Tako da v bistvu bi se mogoče najprej malo o tej tematiki vsebinski, ki te zanima, pogovorili, pa bomo pol kasneje prišli na neke konkretne projekte, fotko, morje in td. Ker meni se zdi ful pomembna tematika in nekaj, o čemer se še vedno premalo govori. Mogoče tudi o tem, v čem je specifičen naš prostor, kar se tega tiče, naš v smislu lokalen, slovenski, balkanski, ne vem, bomo videli. In potem kasneje, kako se to aplicira na nek izobraževalni sistem, ki je tudi neka izhodiščna točka. Prvo, hvala obema za povabilo. Z veseljem tudi tvoja golorit fotkam, Maša, ob priliki in če bo želja. Ja, ta razstava Nič ni bolj pomembno od vode na koži v dobri vagi je v bistvu izhaja iz odločitve, da pustim magistrski študij na Aluoju in je kot neko dovoljenje. V bistvu sem jaz to temo lenobe kot dejanja upora za kar en čas opustila, oziroma sem imela nekako občutek, da je to nekaj, kar sem obdelala, definitivno, da bi bilo še vedno prisotno z mano, ampak tako prav v sklopu umetniškega delovanja sem nekako bila pripravljena to pustiti za sabo. Imela sem ful drugih planov, katere teme me zanimajo, pa s čim se hočem ukvarjati. In potem sem začela magistrski študij in me je v bistvu tako zelo presenetilo, da je ta tema zame še vedno več kot pomembna in da si jo želim naslavljati še kar lep čas in da mi je ful pomembno, da se jo naslavlja. Jaz sem se začela s to temo ukvarjati že 2022 oziroma 2021 iz neke čiste osebne frustracije nad količino dela, ki ga ne da ga moram delati, ampak ki ga moram v bistvu performati kot umetnica ali pa kot študentka. Potem na magistrskem študiju se je spet zgodila ta frustracija, kjer v bistvu sem imela občutek, da moram zbirati ali med magistrskim študijem ali pa med svojo umetniško prakso, ki mogoče ne sovpada ne mogoče, ampak v bistvu vem, da ne sovpada s tem, z idejo, kako naj bi delo umetnika izgledalo ali pa kako naj bi umetniška praksa izgledala in kako jo gradim. Cela razstava je nastala zelo po nesreči. Jaz sem se pa sicer odločila že en mesec po začetku magistrskega študija, da bom tudi študij opustila. Ampak to je kar hitro, tudi takoj. Ja, takoj ti je bilo jasno. Ja, tudi kontekst tega je, da jaz sem takoj po gimnaziji študirala arhitekturo 3 leta in tudi dropoutala in sem rabila ful enega časa, da sem prišla do te točke. Mislim, tako ful enega časa, da sem prišla do točke, kjer sem si priznala, da to ni zame, da se želim iti in da me zanimajo druge stvari. In potem tle me je začel ful stvari spominjati na tisti čas, pa na to, kako se jaz počutim. Sistem je sicer čisto drugače zastavljen do neke mere, ampak sem ful hitro prepoznala to. Hkrati pa še vedno nekako sem upeta v faks in še vedno na neke stvari hodim. Tako da sem v neki taki zelo specifični poziciji, kjer se udeležujem nekih zadev in sem aktivni participant v teh zadevah, ampak hkrati mi je popolnoma vseeno za posledice ali pa rezultat, ker enostavno ne mislim nadaljevati študija. Tako da mi je kar hecen ta moment. Ja, sem pa jeseni čutila tak krč okoli tega študija, ki ga nisem že nekaj časa in se mi je začelo v bistvu to vrteti po glavi, da včasih se res damo v kletko samo zaradi tega, da se lahko iz nje osvobodimo. In sekundo, ko sem se odločila, da grem, se je pred mano spet odprl nek ta ogromen odprt prostor, kjer ne vem, kaj se bo zgodilo čez pol leta, 1 leto in mi je ta prostor ful prijeten in se v njem ful rada najdem. Tako da zdaj v bistvu sem popolnoma zadovoljna s to odločitvijo. Nič ni bolj pomembno od vode na koži, je pa razstava, material cele razstave se je zgodil, ko sem bila v starši v Španiji en teden marca, medtem ko bi mogla biti na faksu, pa sem se pač odločila za nekaj, kar mi je bolj fajn. Kako pa so starši sprejeli to tvojo odločitev, da že drugič quote dropaš out? Jaz imam starši ful specifično lep odnos, ful me podpirata v bistvu v skoraj vsem. Tudi tako, mami je v bistvu takoj sprejela, mislim, da ati je bil malo bolj ni razumel nekaj časa, ampak sta se pa na koncu oba strinjala z mano, pa me podpirata v tem, da grem. Ni neke tenzije glede tega, no. Tudi se mi zdi, da smo zdaj na točki, kjer mi zaupata dovolj, da sama sprejemam te odločitve in da ni tega mogla bi zaradi lista papirja ali pa tako naprej. In tudi v resnici jaz izven faksa delam ful nekih stvari in
Nikoli ni bil faks tak, ki mi je dal, tudi že prej, no, nikoli ni bil faks tak, ki mi je dal neke priložnosti ali pa neko prepoznavnost. Od začetka v bistvu sem sama sebi te stvari omogočala in se nisem zanašala na neko inštitucijo. In tudi zdaj v bistvu vedno bolj se mi neka ta iluzija inštitucije razblinja, kjerekoli inštitucije, tako zelo sem kritična in mogoče tudi to nekako mi je zelo tuje, da se na faksih nasplošno obstaja neka avtoriteta, v katero vsi, ki so pač profesorji, v katero vsi slepo verjamemo in se ne preizprašuje, a je ta avtoriteta sploh legitimna, a si zasluži imeti to mesto, a si zasluži imeti mesto nekoga, ki vodi druge. In tle je recimo neka tenzija, ki je prvo meni ful močna, itak imam problem z avtoriteto že odkar sem majhna, ampak potem pa to v povezavi s tem, koliko enega res balastnega dela je prisotnega in kako v bistvu se dela samo zaradi tega, da se dela. In ni sploh ničesar, mislim, valjda, da so ene stvari fajn, ampak enostavno te stvari, ki ne doprinesejo kaj dost, jih je res, res, res veliko. In nekako potem to dvoje mi pripravlja do tega, da pač sem se odločila, da grem. Je bila pa v resnici zelo lahka odločitev, kakor mogoče se ne zdi. Kaj pa je bilo pravzaprav tisto, kar te je v bistvu enkrat po arhitekturi potem prepričalo, da mogoče bi šla pa še enkrat na faks in še enkrat probati na akademijo? Kaj si pričakovala, da bo? A si upala, da bo drugač? Jaz sem po arhitekturi 1 leto pauzirala in potem sem šla na AVA akademijo in sem tudi AVA končala. In AVA ima mogoče malo drugačen sistem, v smislu, da je tutorski sistem in ne mentorski. Na AVI smo se vsi tikali, ima itak ful svojih pomanjkljivosti, sem zelo aware of that, ampak sem se počutila zelo je prosta AVA, tako dobil boš to, kar daš noter, ampak jaz sem na neki točki, ko sem že kar vedela, kaj me zanima ali pa približno, kjer usmerim, potem sem samo rabila neko easy strukturo, ki pač me nekako malo pušne naprej. In sem se tam tudi ful našla. In če kaj mi je recimo AVA dala ful ene samozavesti. Potem pa, ko sem AVA končala, sem spet 1 leto pauzirala. Jaz sem ful rada gap year na splošno. Ful sem hotela iti v tujino, sem pa pač, nisem hotela vzeti, kako se reče, posojila, ali pa recimo nisem iz družine, ki bi mi lahko iznač omogočili študij za, ne vem, 60 jurjev v Londonu. In ja, na te fakse, ki sem se upisala na Dunaju pa v Kopenhagnu, pač nisem bila sprejeta. Potem je pa pač fotografija na Alvoju, ki mi je sicer, kar se tiče fotografije, mi je res zakon. In sem tudi zaradi tega šla in sem bila ful excited, da grem na ta magistrski študij. Tako, kar vem od ljudi, ki so bili prej tam, pa tako naprej. In mogoče ni toliko problem sama, ni toliko problem sama smer fotografije, kot je to, da je fotografija vpeta v oblikovanje vizualnih komunikacij in potem iz tega pridejo vsi te predmeti, ki v bistvu nikogar ne zanimajo. In tudi tako, mogoče za dodiplomc ne morem govoriti, ker tudi nisem bila na dodiplomcu na Alvoju in verjamem, da je ljudem čisto fajn, ampak na magisteriju, jaz sem zdaj stara 27, definitivno vem, kaj me zanima in kaj me ne in vem, da pač obvezne ilustracije nočem imeti. Pač neke take stvari so, ki se mi zdi, da velja neko generalno nezaupanje do študentov, da itak ne vemo, kaj bi mi hoteli in kaj nas zanima, tako da nam morajo poturiti, kar se njim zdi, da bi nas zanimali. Ampak ne vem, zakaj sem potem mogla napisati plan literature, pa kaj bom raziskovala 2 leti, če potem tega časa, da to raziskujem, nimam. Tako da ja, in sem tudi na te predmete zelo hitro nehala hoditi. Zelo je tako osnovnošolsko. Plus tle sem spet prišla do točke, kjer se je zgodil koncept domače naloge, ki ga nisem slišala dobesedno od gimnazije. Jaz sem itak z domačo nalogo že tako problem, ker sem tako, zakaj smo 8 ur v šoli, če potem še doma moram delati, kaj smo delali pa v šoli. Mislim, tako že ta moment, ampak to, da na magistrskem študiju sploh slišim izraz domača naloga, sem tako, ne. Tebi bi bilo ful všeč po mojem tem, ker sem jaz študiral. Kje pa si študiral? Na Altotu. Okay. To je na Finskem. Oni imajo tudi ta... Prvo to je bilo tudi, jaz pridem iz Slovenije, ker smo navajeni te avtoritativne stvari, da so pač profesor je nekaj več, neka inštanca, to smo pobrali po mojem za Avstro-Ogrske še. Ja. Priješ kje, pa si kar naenkrat so profesori skoraj da tvoji prijatelji, tako ful je bolj vzravnano, oziroma profesori ti niti ne, sploh na magistrski študiju, ti ne predavajo z neke pozicije moči, ampak te skušajo vsaj nas, no, vsaj na našem programu so nas skušali nekako vplesti v celo zadevo, da bi nekako skozi naša znanja, ker pač tudi smo bili vsi iz drugje, nekako prišli do nekih skupnih stvari. Ali pa recimo, ne vem, tisto, kar smo imeli, recimo teoretske stvari, dobro,
mogoče tukaj še prefejsam zadevo, da tam smo imeli, mislim, da 5 predmetov obveznih, od ne vem kolikih 15 ali kolikih moraš imeti v 2 letih. Mislim pač za tistih, koliko je to, 5 kreditov na 25 kreditov, mislim, da je obveznih vsega skupaj v celem študiju 120. Vse ostalo je pa zbirno, ne? Tako da si lahko pač zbral, kar si hotel. Zdaj, rekel sem zaradi teorijo, ker sem pač imel kar jaz osebno dosti teh teoretičnih stvari, ampak tem je bilo recimo en predmet mislim, da je bil celo na predlog naš študentov, da bi radi več tega in potem smo v bistvu sam brali neke stvari in debatirali o tem. Tako pač doma si prebral, potem smo se prišli v klas in smo, ne vem, tiste uro pa pol, 2 uri pač se pogovarjali, kaj je kdo odnesel od tega in kaj kdo kako zastopi. Ampak ja, mislim, te popolnoma razumem, zakaj ta tvoj odpor do tega, da nočeš delati nekaj, kar te ne zanima. Sploh na magisteriju se mi zdi to malo bizarno. Ja. Pa tako tudi jaz skozi nekako probam govoriti iz svoje pozicije, ampak je pa res, da ko se pogovarjam s šolci ali pa z ljudmi, ki so bili prej na magisteriju, se vsi strinjajo z mano, kar se te specifične zadeve tiče. Recimo ena stvar je tudi, ki se ful dogaja, je to, da se nas skozi daje v neke skupine in se spodbuja, da bi zdaj mi sodelovali med sabo, kar je v osnovi ful lepo, ampak moj problem s tem je, da če mi nekdo reče, da zdaj moram biti v neki skupini, a priori imam nek odpor. In druga stvar je kolaboracije umetniške, jaz tudi sodelujem z raznimi ljudmi znotraj svoje prakse in izven svoje prakse in izven faksa sploh, ampak kolaboracije po mojem nastanejo takrat, ko imaš čas iti z ljudmi na kavo in pač jaz tega časa nisem videla, da bi ga imela zares na magistrskem študiju. Jaz sem šla mogoče s šolci 3-krat na kavo, pa sem tudi ful nehala hoditi, no, ampak tako se mi to zdi v bistvu ful absurdno, da pač na umetniškem faksu nimaš prostora in časa. Pa je res, da je, ne vem, prvo to, da je Alovo na 3 lokacijah in to najprej razdrobi vse skupaj, potem na Dolenjki tam ni zares ful možnosti, kam bi šel na kavo, ampak tako govori pa o splošni o problemu, da pač se to hiti iz enega predmeta na drugega ali pa s tisto nalogo in potem se niti ne preizprašuje, kaj te naloge so, kaj odnesemo od njih, hkrati pa se mi nimamo časa družiti med sabo, ne? In se mi zdi, da tega ful manjka. Mislim, da je to še neka ta legacy oziroma še iz tega bolj slikarskega, oblikovnega, ker moraš ti pač ogromno prerisati za to, da se navadiš. Mislim, da se ta način dela tega, da moraš ti res veliko ustvariti, zato da ti streniraš roko, streniraš oko, streniraš način dela, prenesu tudi na mogoče smeri, ki ne rabijo tega, oziroma takega tempa. Pa to se mi zdi, da je vse splošni problem mogoče tako institucionalizirane umetnosti ali pa sploh v šolstvu, da moraš skozi dokazovati, da si ful velik delu. Torej, da pač jaz recimo, moj proces je tak, kad ful časa zgleda, da se nič ne dogaja na ven, a ne, pa je to, da recimo, ne vem, berem eno knjigo ful pomembno, ali pa da se mi neka misel marinira ful enega časa in potem iz tega, ampak pač moj proces je tako zelo, zgleda, da se nič ne dogaja, kar naenkrat ful in potem spet in imam tako zelo ciklično. Medtem, ko pač sem opazila, da tle na Alovoju moram skozi, oziroma bi mogla skozi dokazovati, da sem nekaj materialno, da skozi nekaj prinesem in nekaj predstavljam in da tako dokazujem, koliko sem naredila. In se mi to zdi zelo budasto. Sploh je smešno, ker v resnici, če si v kulturi ali pa v umetnosti ponavadi delaš 24/7, kljub temu, da ne delaš, kar tudi, ne vem, tudi gledanje serij, pa da ne bojo najbolj neumne stvari, kar so, je hkrati to tudi research. Ker na koncu se bo zgodilo, ne vem, boš gledal Friendse 4-krat celo sezono in pol boš to, ne vem, nekako vključil v svoje delo. Definitivno. In bo relevantno zato, ker se bo ljudje najdli v temu. Ker so tudi oni pregledali 4-krat Friendse, recimo. Ja. In to je sploh, se mi zdi, da v umetnosti, pa če se ukvarjaš z umetnostjo sploh, prisotno, ker je delo pa osebno življenje toliko prepleteno, da je zelo težko to ločiti. In že itak skozi razmišljaš o tem, kaj delaš, pa kaj bo naprej, pa kaj si prej delal, pa analiziraš. Tako skozi je in meni je drugače to tudi ful prijetno. Ampak glih zaradi tega se mi zdi, da je ful pomembno, da se ne dodaja še nekih kar nekrenih stvari pač. Sploh, če si na magistrskem študiju. Meni osebno je bilo delo zato, da nekaj narediš, da zasleduješ neki cilj. Pač tam so bili predmeti, tako da je bil, da na koncu si nekaj naredil, kako si prišel do tega, je bila tvoja stvar. Kako si razporejal cajt, je bila tudi tvoja stvar na koncu. Meni je to že odprej, da delam tako
kampansko, jaz sem se tudi kampansko učil prej, da delaš za nek cilj, ful bolj blizu. Sklepam, da si tudi ti bolj take sorte. Ja, definitivno. Pa valjda so neke stvari, ki pridejo čisto iz nikjer, pa ne vem še kaj z njimi naredila, ampak vedno nekako, ali je tako ful močna nuja potem, da nekaj naredim, ali pa vem, da bo nekaj na koncu. In da je v bistvu, kako si prišel do tega. Točno to, da ne vem o tem, kaj je delo umetnika, se že toliko časa govori in še vedno smo na točki, kjer ni valid, da nekaj sproduciraš v 5 minutah. Pa to je, ne vem, Dušanpova fontana. Pač, tako, to je res že toliko enega časa prisotno, da je umetniško delo valid, tudi če ni za tem 3 leta garanja, pa trpljenja, pa stresa. Ampak da pač sam nekaj nastane. In še vedno potem pač na akademiji moraš kar malo dokazovati, da si malo trpel, pa da ti ni bilo fajn, da zdaj si do te točke prišel, kjer je pa okej. Okej, da ne trpiš. Okej, da ne trpiš. Ja. Ne, umetnik mora vedno malo trpeti. A ni to standard? Jaz se ne strinjam s tem. Oziroma tako je, se mi zdi, da so neke ovire, ki res razumem, da so del moje poti, pa moje prakse, pa kaj jih hočem preseči in jih je milijon. Potem so pa neke ovire, ki se mi zdi pa, da so striktno konstrukt družbe, konstrukt sistema, konstrukt v bistvu čist brezvezen. Kaj pa neko trpljenje, pa nek krč, kaj pa res nepotreben. In se mi zdi, da če se osvobodimo tega, bo stvari ful lažje stečajo. No. In sej zame recimo lih pač magistrski študij, meni pač nek ta krč in stres in ovira, ki je enostavno ne rabim. In tudi cela ta razstava, ki smo jo zdaj z Mašo v Dobri vagi skupaj dali, pač je v bistvu dovoljenje meni, da grem od tega in pač iskreno tudi za koga drugega. Pač jaz bi recimo si ful želela to slišati na arhitekturi, ali pa enkrat, da je nekdo že nekaj tazga naredil, ali pa da se je nekdo upal iti. In jaz tudi vem, da je cela ta razstava malo provokacija, jaz ne vem čist, kako bo to sprejeto, tudi iskreno mi je čisto easy vseeno, ampak jaz bi hotela videti tako dovoljenje od nekoga drugega, da je sebi to dovolil, pa bi mogoče prej prišel do kakšnih stvari. Tudi če mi je moje življenje ful fajn, pa mi je cool, kakšen je potek, ampak tako, če sem jaz raba to dovoljenje, da spustim nekaj tazga, da tudi mogoče dam to še komu drugmu. Meni se zdi zanimivo to razmišljati širše. Ne? Se mi zdi, da je ta izobraževalni sistem znotraj neke umetnosti ful specifičen, ali pa umetnost na splošno, ali pa delo umetnika, ali pa delo v kulturi ful specifično, kjer se mi zdaj trije lahko na tak način pogovarjamo, pa govorimo o tem, da bi radi se učili pa delali sam tisto, kar nas zanima, ker vemo, kaj nas zanima, ker vemo, kaj nas ne zanima, ker bi radi imeli to kampanjsko učenje, ker bi radi imeli nek cilj, introspektivno pogledali na to, kako se počutimo in potem enih stvari enostavno ne šli skozi. Ne? Jaz si zdaj tako poskušam predstavljati, da če pa ti študiraš fiziko ali pa medicino, ne, da si enih takih razmislekov bolj, da si jih sploh ne prvoščaš, ker pol si pač fakt. Ne? Ker zdaj za nekatere stvari si predstavljam, da jih valjda nočeš početi, pa ti niso zanimive, ampak moraš iti čez njih, če hočeš končati študij. Do kere mere recimo da bi vseeno o tem razmišljali, pa da bi bili kritični do kurikuluma, pa do avtoritete, bil ok in na kateri točki bi pol se to vse podarili in ne bi več funkcionirali. Ne? Recimo, da ne vem, zdaj bom ful banalno rekla, I'm so sorry, vsi, ki se s tem ukvarjate. Ne vem, ti študiraš medicino, pa bi rad bil za oči zdravnik, ampak moraš se pa vseeno učiti, ne vem, o zobeh, ali pa moraš imeti vseeno neko statistiko, ali pa moraš imeti o nohtih, I don't know, sorry. Pač nekaj, kar v glavnem ni toliko povezan z očmi, pa veš, da ti verjetno ne bo prav prišlo, ker boš pač, ne vem, samo tam delal sivo mreno, whatever. Ampak do kere mere je to, ok, v resnici, če bi res kritično pogledali, tega res ne bi rabil, ampak če bi pa še statistiko dal stran, pa si pa mogoče fakt, ker v resnici pa to rabiš, ker moraš iti čez to muko statistike, zato da tvoj možganček dojame nekatere stvari, ki ti bodo v resnici pol kot naravoslovnemu človeku in zdravniku, doktorju prišle prav. A veš, kaj mislim? Tako se mi zdi, da te sfere, koliko smo lahko fleksibilni v tej kritičnosti, so ful različne in tudi druge prednosti in druge slabosti so kdaj. Ne? Se mi pa zdi mogoče, da lahko pridejo prav kasneje, naprimer, ko že imaš neko službo, recimo, da greš čez to muko in zdaj si ta eye doctor, da recimo mogoče vsem, če si v službi, ki ti ne odgovarja, pa v kateri nisi srečen, da si dovoliš priznati, da ti ni ok in da greš stran. Ali pa da
razmišljaš, da tudi če mogoče nimaš priložnosti ali pa kapacitete ali pa da si nimaš tega privilegija, da lahko pač sam greš stran, ne? Včasih ne moramo iti kar stran od nečesa, da vseeno lahko manj obtožujoči sami do sebe razmišljamo o tem. Pač, ker meni se tudi velikokrat zgodi, jaz sem po moje izmed nas treh tukaj ta, ki je treba je delati, treba je grindati, jaz moram skozi nekaj delati, to da jaz gledam 4krat že celo sezono Friendsov, to je fucking waste of time in se sekiram in mi je grozen in se počutim kaj en slač. Ampak zdaj vedno bolj, vsake toliko časa, vseeno se pač, ne vem, spomnim na to, kar smo se midve pogovarjale, ali pa se spomnim spet na Ellie Wong komedijantko, ki je tako, I wanna lay down. Pa sem tako, pač lej se, pač ker kaj zdaj? A zdaj bom delala 80 let, pa bom crknila in to je to. Wow, bravo. Zakaj ne bi rajš se čas, ko ne delam, probala vsaj aktivno fucking ne sekiraš. Ker pa se sekiraš, ko delaš in sekiraš, ko ne delaš. Pa tako se sam sekiraš, pa si pa tako, zakaj me vse boli in zakaj imam želočne težave, pač hvala. Tako da, zdaj sem čisto zaplavala, ampak hotela sem tako reči, da ta področje umetnosti in dela v kulturi, ta nek kreativen sektor, se mi zdi, kamor pa še tudi, ne vem, neko pisanje pa tako, se mi zdi, da se ga da čisto drugače razslojiti, kot neko drugo stroko mogoče, ki na koncu mora funkcionirati dobro in učinkovito in hiter, če hočemo, da družba stoji, ali pač, I don't know, v mislih imam zdaj pač glih neko to, nek zdravstven sistem ali pa neke te osnovne stebre družbe, zaradi katerih pol mi lahko sedimo pa sanjamo na kavču. Umetnost pa ni osnovno stebro družbe. Elaborate za vse. Brez kulture pa smo lahko tudi opice, ali kaj? Ampak smo žive opice, ne? Ja. Brez medicine si dedet opica. Recimo. Če zboliš, ful hudo. Ampak zboliš slej ko prej. Opice so lahko žive, ne? Ker si stupid in se urežeš na nečem in umreš, ker se ti zagnoji. Ja, ampak če pa nimaš kulture v življenju, pa si rataš depresiven in se fucking ubiješ. In to je tvoja pravica. Rataš depresiven. Da se ubiješ. Ne, sej razumem, kaj hočeš reči, vse to je večno vprašanje, ne? Kaj je bolj pomembno zdaj, pa kaj bi bilo treba, če nimamo keša, čemu bomo prej dali keš in take stvari, ne? Meni se zdi, da je to, najprej bom to, kar si zdaj na koncu rekla, se bom tega držala najprej malo, nek ta scarcity mindset, da ni dovolj dobrin, da bi mi preživeli, ali pa da če ni keša, kaj potem s tem kešom, valjda, da gre pač za osnovne stvari, moje telo mora biti zdravo, zato da jaz lahko sploh delujem, pa da se premikam v svetu. Ampak pač bogatstvo je toliko neenakomerno razporejeno, da potem kar zdaj se mi pogovarjamo o tem, kam bi dal cash, če ga je premalo, ker prvo te besede nikoli ne bomo imeli, če pač kar naprej se še upenjamo v ta isti sistem. In po drugi strani, bogatstvo je dovolj, samo pač ne pride do nas. In zdaj bi se pa navezala na to medicino, pa to, jaz v bistvu nimam odgovora, kaj je za, če te zanimajo oči, pa da se moraš učiti z obeh. Ampak se mi pa zdi, da nekdo, ki ga toliko zanima medicina, pa se hoče specializirati v neki, mu je to neka ovira na njegovi poti, ki jo pač sprejme in mu je okej. Medtem, ko nekdo, ki pa mu je to taka ovira, ki je tako, jaz tega v lifeu ne morem, da si pač upa priznati, jaz v bistvu sploh ne bi bil v medicini. In da je mogoče ta moment, da itak, da so neki sistemi na mestu, pa neke inštitucije na mestu, ker morajo biti in vada, da je to res, ampak pa nekih toliko fluidnih, kot je pa umetniška ali pa kakšnakoli kreativna, so pa te strukture zelo arbitrarne. Če nekomu na medicini toliko ne odgovarja, toliko in toliko stvari, se lahko sam gre. Tako ni nujno, da se držiš tega, pa to ni failure, to je v bistvu full lep expansion za človeka. Pa si rekla nekaj še, kam je tudi... Sorry, 500 stvari naenkrat sem zbruhala. Ampak recimo, če jaz izhajam iz svojega študija, umetnostne zgodovine, jaz takrat miselno nisem bila na tem nivoju. Jaz sem pač bila, kurikulum je tak, letos so pač te predmeti na voljo, nekatere lahko zbiram, nekaterih zbirati ne moram. To bom pač delala, ker kaj pa bom drugega, ni bilo tako, veš. Očitno ni bilo dovolj stiske, da bi recimo jaz bila tako, fuck this shit, ne, jaz raje delam nič, da delam to. Ali pa če bilo jaz sam ne vem, kaj bi s svojim lifeom, therefore
mi je v bistvu lažje, da mi nekdo tretji govori točno, kaj moram delati, ne? Ker nekaterim vseeno to odgovarja v lifeu, ne? Mogoče sem jaz ena izmed takih. In pol, ko sem prepuščena sama sebi, sem tako, o moj bog, kaj bom zdaj naredila, jaz nimam svoje lastne volje, ne vem, kaj zares bi. Medtem, ko če ti nekdo tretji pove, ok, zdaj se boš poučila o poznem srednjem veku, pa pač vse z cerkve znala na pamet, pa sem jaz tako, ok, imam to, I can do it. Ne? In zato se mi zdi cool se o tem pogovarjati, ker se mi zdi, da to je mal tak break za možgan, a ne? Da ti nekdo reče, ej, sej lahko pa tudi ne, lahko pa tudi sam greš. Mislim, če je res bad, pa če ni cool, pa če res ne veš, kaj pa če sam ne bi. Ne? In se mi zdi, da to fulkrat folk je nek neviden zid, ki nekako do tja možgan ne pride. Meni se tudi zdi, da smo naučeni od majhnega, da tako zatremo razne signale od telesa ali pa mentalne, da nam nekaj ne ustreza. Smo pač naučeni, da slediš, da si priden, da si ubogljiv, da pač greš naprej. In enostavno pač nimaš zares stika s tem, kaj ti telo sporoča. In jaz tudi recimo, ko sem šla iz arhitekture, to ni bilo tako, ok, pač grem. Jaz sem bila tako konkretno depresivna leto pa pol, bila sem na antidepresivih, res genuinely nesrečna ta čas, kar sem bila tam. V bistvu sem potem 2019 sem šla v Brazilijo za 1 mesec čistko kot potovanje in sem tam dojela neko full simple razodetje in to, da jaz v življenju ne rabim trpeti. In sekundo, ko sem prišla nazaj, pač sem se odločila, da ne bom nadaljevala s študijem arhitekture. Ampak ta realization, ki je toliko simple, je v resnici pač vse. Da pač jaz ne rabim trpeti, kar mi je noro, da je toliko simple. In ja, takrat naprej recimo nisem rabila antidepresivov, ampak zdaj je pa res, da toliko sem se spoznala tudi takrat, da čim mal gre v to smer ali pa čim imam neke podobne občutke kot takrat ali pa podobne miselne vzorce in jih zdaj že prepoznam, sem tako, aha, ok, ne. Pač vse mi sporoča, da moram iti od tle. In to se je zgodilo z alojem. Da pač mi je ta občutek poznan in te miselni vzorci so mi poznani in da vem, da je tle pač potegnem črto. In da se nikoli več ne bom dala v tako situacijo oziroma tudi če se, da znam iti iz nje. In da ne ostanem sam zaradi tega, da ugodim sistemu, družbi, staršem, komorkoli pač. A se ti zdi, da, oziroma a občutaš to, da v resnici ljudje okrog tebe, ki so mogoče v podobni situaciji ali pa celo, ki so na istem tem podiplomskem študiju, so tako pizda in materna, a Iva bo pa kar šla zdaj ali kaj, ker oni tudi niso zadovoljni pa srečni, ampak nimajo tega, niso še na tej ravni, da bi oni tudi bili fuck it, pa šli stran. Ampak in da se pol v bistvu nekako, nek hejt iz ljubosumja do nekega poguma, ki ga vidijo drugje, oni ga pa nimajo. A se ti zdi, da je to, da obstaja to? Mislim, na Aloju nisem dobila tega feelinga, se mi zdi, da so vsi sam tako, kar pejt. Ampak, itak recimo, mislim, z Renejem so tako že naredila kolab, ki je naslavljal pač problematiko te hiperproduktivnosti s tistim zinom o šoli. Tako da pač itak ful se pogovarjamo o tem, jaz tudi ne skrivam teh stvari. Ampak me zanima, kako bo pol recimo, ko me dejansko ne bo, mislim, se že zdaj vhodom na ful malo stvari, ampak ko sem šla iz arhitekture, je še leta kasneje so kakšni sošolci ali pa ljudje, ki so bili z mano na faksu, govorili, bravo, ja, zdaj res ti si ta prav čas šla, mi smo še vedno tle. Tako, nek ta moment, ki vem, da bi kdo hotel tudi iti, pa ali si ni upal, ali pa kakorkoli. Ampak v bistvu tudi ni moja stvar zares. Ampak sej, to so vseeno osebne odločitve. No. Mislim, si na faksu vztrajaš in če ti res ne gre, pač greš, ne. Sej, tudi po mojem, mislim, marsikdo je, ki se znajde v nekem trenutku, ko je tako, ok, tega je preveč, jaz ne morem, jaz bi šel stran. Sam, ne vem, si že v 3. letniku recimo, imaš še 2 izpita za končati, pa 4. in veliko jih je tudi, ko obupa recimo pri diplomi, ne, zadnja stvar za narediti. No, samo veš, veliko ljudi obupa, ker pač enostavno niso kos mogoče študiju, ne. A veš, Iva ni šla zato, ker ne bi mogla tega narediti, ampak ker ni hotla narediti. A veš, to se mi zdi velika razlika. Se veliko ljudi dropa out iz faksa zato, ker pač začnejo delati, nimajo časa, dobijo familijo, niso dovolj invested, pač jih ne tako, se to malo tako organsko zgodi, ne. Ni tako,
ok, ne, jaz sem kritična do kurikuluma, meni se točno te stvari ne zdijo ok, če se to ne bo spremenil, jaz ne bom wastala svojega časa na tem študiju, ki sicer zanima me še zmer to, kar ta študij je, ala fotka, ampak čist institucionalno, meni to ni ok, adijo. Je drugačko, ker ja, gotika je bila ful težka, že 5krat sem jo delala in joj, mogoče pa to ni zame in greš stran. Marsikdo od teh, ki si jih naštel, ni nujno odšel zaradi tega, ker je težko. Je odšel zaradi tega, ker je pač bilo kaj drugega v lifeu, ki je bilo bolj pomembno. Začneš delati in ugotoviš, ja, tisto je malo zguba časa. Ne? Priješ do konca faksa, imaš sam še diplomo in si tako, se mi nič ne rabim. Rataš samo zaposlen v kulturi in nimaš časa napisati magisterske. Mogoče tiska sem na začetku rekla, če so kakšne lokalne posebnosti, kar se tega tiče, te obsedenosti z delom. To sva se pogovarjali takrat na pogovoru v smislu, da imamo mi, da smo v nekem limbu vmes, zato ker imamo mogoče od ex-juge mal ta delavski način drugače razporejen v glavi kot mogoče nek strogi zahod. Jaz mislim, da je tudi odvisno, kjer zahod pa kako se lotevajo počitnic ali pa prostega časa na splošno. Ampak ja, definitivno je pač Slovenija kot del bivše Jugoslavije, pač počitnice so bile obvezne in ne vem, to, da mi zdaj poslušamo, kako so firme imele sindikalne hiške na obali Hrvaške in kako so vsi šli tja na počitnice, pač to je zdaj nek utopičen moment, neka utopija, ki si je mi zares ne moramo predstavljati, razen če pač imaš nekam za iti poleti, ampak to pa da neka družina, ki si ne bi mogla nikoli prvoščati iti na morje, ampak ker podjetje to omogoči, lahko gre, pač takega luksuza zdaj ni več. Ampak po drugi strani pa se glorificira nek zahod, pa neko produktivnost, ki mogoče sploh ni toliko resničen. Francozi imajo recimo cel avgust fraj. Ne vem, Italija, čim je Marino nebovzetje, nobenega ni 2 tedna. Tako, pač v resnici je ful več nekih počitnic, sam nekako mi smo jih kar se obnašamo, da ne obstajajo, odkar smo pač šli v kapitalizem, ne? Z osamosvojitvijo. Nekje sem slišala to, pa sem že pozabila, ampak da je prav izraz za te države, ki so ful pozno se priključile kapitalizmu in da je turbokapitalizem, mislim, da je turbokapitalizem, isto recimo pa še pod to, ne vem, Hrvaška tako naprej, ampak je v bistvu ful hitro privatiziranje po spremembi sistema in potem, kaj so posledice tega. Ne? In Slovenija je ena izmed teh držav, ki definitivno imamo ful lep standard življenja na splošno, ampak tako vse neke te stvari, vse neke dobre stvari iz Jugoslavije, ki so bile, počasi izgubljamo in počitnice ali pa prosti čas je eno izmed teh stvari. Ne? Ja, Jugoslavija je pač imela, vsaj kar sem jaz uspela razbrati, neko generalno prepričanje, da spočit delavec je srečen delavec, je dober delavec. Torej, kako omogočiti, da pač si tudi delavec spočije in potem zaradi tega lahko več dela, kar je problematično samo po sebi. Ampak tlej v bistvu mogoče bi omenila ta teorija lenobe ali pa lenoba kot upor je ful dalj časa že prisotna, kakor mogoče nam je dano vedeti. Med drugim je Malevič napisal tudi manifest Laziness, the real truth of mankind, se pa nanaša na besedilo The Right to be Lazy iz leta 1883, ki ga je napisal Paul Lafargue od Marxa Z. Kot zanimivost, to je odličen tekst. On že takrat zagovarja 3-urni delavnik, tako naprej pač ful radikalno za tisti čas. No in to sem čisto kot zgodovinski kontekst omenila, ampak Malevičev manifest, mislim, da je tam v zgodnjih 1910-iš, piše v bistvu o lenobi kot o nekem svetem in potem izpostavi, da je, kjer je komunizem zasral, je tam, da isto, kot kapitalizem glorificira delo, samo na drug način. In je ta take bil nekaj, kar nisem prej še slišala, ampak čisto, da v bistvu se tle komunizem in kapitalizem strinjata, da je delo sveto. In to recimo isto potem Mladen Stilinović nadaljuje, ki pa naveže to na umetniško sfero v svojem delu, v svojem manifestu In Praise of Laziness, kjer isto citira in Paul Lafarga in tako naprej. No, ampak Stilinović pa potem tam omenja, da na Zahodu si zelo, ali kako že reče, da na Zahodu si zelo težko dober umetnik, ker nimaš časa za nekaj, kar on reče dumb time, torej neumen čas, kjer v bistvu se nič ne dogaja in potem iz tega pač nekaj ven pride. Ne? Da je enostavno tako, da na Zahodu ni dolg časa in da zaradi tega on misli, da pač na Zahodu ful težko rata dobra umetnost. Ja, med drugim pa tako tudi je Duchamp je isto citiral Paul Lafarga in delo The Right to be Lazy in
en ful dober tekst je od Lazarata, kjer analizira pač Duchampovo zavračanje dela. Recimo že kako je ready-made v bistvu lena tehnika. Ti ničesar ne narediš, ti zbereš nekaj in je potem to umetniško delo. In tako ful se v bistvu povezuje in ta linija lenobe v umetnosti in v nekem tako zelo obskurnem žepku upora je pač ta lenoba ful prisotna že ful časa. Jaz sem ziher, da je pred Paul Lafargom 1883 tudi bilo že nekaj, kaj je potem privedlo do tega, ampak pač do tam sem jaz uspela priti. No. V zdajšnjem času se mi zdi pa, da je ful več se govori o tem, sploh se mi zdi, ker je delo prišlo v naš žep s telefonom in z digitalnim načinom produkcije, kaj pa čist neka nova, čist nek nov beast, kako se sploh delo tretira. In zdaj recimo se mi zdi, da se ful več govori o tem, kakor prej, ali pa se ne vem, ali pa sam jaz nisem na toliko pozorna, plus nisem zares toliko stara pač, ampak tako ja, v nekem contemporary času se bolj to naslavlja, ali pa je mogoče bolj v ospredju, kakor prej. Jaz mislim, da mal bolj kakor se jaz srečujem, ampak še zmeraj se mi zdi, da se s toliko drugimi, da se z delom, pa s pomembnostjo dela, pa tem grind culturejem ful več vseeno srečujem, kakor s tem, o čemer si zdaj ti razlagala. Sej tudi v nekem splošnem small talku ali pa v nekem med nami pogovorom bolj ta drugo ven buta, ne, a veš, kaj pa kaj delaš, ma ja, ful delam, a res, nikoli ni tako, kako si, kaj delaš, nič ne delam, it's amazing. Nočeš se naven kazati kot nekdo, ka zdaj že 3 dni binge Friendse na kavču doma, ali pač. Že to mogoče, še posebej mogoče tudi povezano s tem, kar si prej omenila, delo v skupinah recimo. Tukaj imam mogoče jaz mal problem s tem, ko imaš ti enkrat delo v skupini, in imaš skupino 5 ljudi, ki dela na nekem projektu. In pa imaš 3 znotraj te skupine, ki so recimo malo bolj zavedni glede svojega prostega časa, pravice do lenarjenja, bla, bla, bla. In 3, ki so ta grind scena. Ne? To se mi zdi, da je hiter nek recept za nesoglasja in nelagodja znotraj skupine. V primeru, da neka ta pravica do lenarjenja, pa to mariniranje v očeh nekoga, ki ima občutek, da edini v skupini dela, hitro postane problem. Razumeš, kaj hočem reči? Ja, jaz v bistvu bi tako rekla. Jaz pač hkrati, kakorkoli, jaz in v umetniški praksi in v privatnem življenju, kar je prepleteno, ampak tako mi je to, da imam prosti čas ful pomembno, mogoče najbolj pomembno. In hkrati sem pa nekdo, ki res ne rada delam zadnjo sekundo in res ne rada zamujam z raznimi oddajami. Čeprav rada zamujam tako fizično, nikoli ne rada delam zadnjo sekundo. To je nekaj, kar mi je tako zelo triggering. Ampak sem pa opazila, da to, da si upam reči, recimo ja v skupinskem delu pa v nekih teh stvareh, jaz zdaj 2 dni nisem dosegljiva, ker rabim ta čas, je potem triggering za tisto osebo. Čeprav je mogoče na koncu vse narejeno, pa je vse ok, ampak je moj proces drugačen. Že samo to, da si upaš vzeti ta čas ali pa da to izraziš, a veš, v bistvu je neko tako pač neprijetno ogledalo, ne? Ker zakaj si pa tista oseba ni tega časa uspela vzeti. In jaz to pa vse opažam, če sem jaz ta grind oseba v skupini, pa si pa nekdo reče, jaz nimam zdaj kapacitete za to narediti, ali pa jaz ne bi to in sem tako, fakt, v bistvu jaz isto ne, sem kar gurala naprej pač. Neko samorefleksijo je tudi pač fajn imeti, ampak je pa res, da z enimi si tudi nekompatibilen, plus velikrat se mi zdi, da se v skupinskem delu najde kdo, ki v tej skupini sploh noče biti ali pa noče za to skupino delati in potem je v bistvu bolj problem okoli tega, kakor pa nekdo hoče delati, nekdo pa ne ali pa nekdo zavrača. Ker jaz tudi rabim ful prostega časa, ampak hkrati ful veliko stvari naredim. Sam je v bistvu namen, da si potem čas pa obveznosti razporedim tako, da tisto, kar si dam, lahko tudi izpeljamo, ne? Brez nekega resentmenta do drugih ali pa plus, to bi mogoče to tudi malo zapolno, ampak nikoli se ne govori tudi o nekih ciklih, ker se mi tudi zdijo ful prisotni, sploh pri ženskah oziroma čim imaš pač maternico, da je intenziteta dela, pa koliko veliko delam, ful varira vsak mesec oziroma čez cel cikl. Mislim, da je to kar pri vseh. Ja. Kljub vsemu, kar so tudi druge stvari, ki bojo vplivali na tvoje počutje. Sej to. In mislim, da je čist fair razmišljati, da mogoče pa nisi vsak dan 100%. Ne vem, slabo si spal, to se sploh pol začne poznati, recimo, kad te prime kdaj križ ali kaj tacga. Ravno to, ne, ta odklop oziroma meni in to, ne. To pa, ko enkrat delaš v redni službi ali pa v pisarni, ker pač vikendi obstajajo, pa obstajajo dopusti in obstajajo vse druge stvari, ki pridejo vmes, se ful hitro naučiš, da se to zgodi in da pač nič ne moreš. Zato, ker recimo imaš si v pisarni, vsak vikend veš, da
ko pride petek, od petka do ponedeljka ti ne bo noben odgovoril na mail, ne boš dobil nič. Torej, takrat veš, da je to. Tudi če pride panika v petek, ja, sorry, ne morem, bom mogel čakati do ponedeljka. Tudi da si že to daš v misel. Pomaš pa še stvari, ko je, ne vem, pride panika, pa neki pošleš mail, pa dobiš nazaj samodejni odgovor, da je nekdo na dopustu. Ja, če ni nobenega, ki ga bo nadomestil, se tega ne da narediti. In če rabiš nekaj od nekoga drugega za to, da boš nekaj naredil, boš pač mogel počakati, ni druge. In to mogoče, da je res nekaj, kar je sploh v tem samozaposlitvi in v nekem tem, ker si ti sam svoj biznis, ker se v bistvu vse te meje ful prekrižajo in kulture je tega ogromno, to kar pozabimo. Ne? Ker tudi dopusti, če si samozaposlen, ne obstajajo kot taki. Ja. Čeprav bi mogel imeti pravico, da si ga vzameš. Ne? In da se navežem zdaj nazaj na vso to zadevo, a se zdaj več govori o delavskih pravicah ali manj, ali kako je. Moja osebna izkušnja je, da kar sem jaz gledal, zdaj res smo v nekem majhnem resurgencu, neki raste, se zazna več, ampak se mi zdi pa, da zato, ker se je kultura v zadnjih, 40 letih, recimo ne samo pri nas, ampak tudi v tujini, toliko bolj usmerjala v kapitalističen in v neokapitalističen oziroma neoliberalni sistem, je bilo manj tega in tudi sprejeli smo, da delo je, da je treba grindati, da mora zaslužiti, da je vse to. Sindikatov je pa ful manj, koliko jih je bilo. Včasih je bilo sindikalnega dela več, ljudje so se raje vključevali v sindikate, v Ameriki imaš sploh syndicate busting, ki skušajo ustaviti vse sindikate, ampak ideja, da bi se delalo 4 ure na teden, kot se tudi sama rekla, ni da je zdaj to nekaj, ki se je zdaj spomnil. Tudi že samo to, da smo prišli do 8-urnega delovnika, je posledica tega, da so se ljudje spravili skupaj in rekli, lejte, to je preveč, ne moramo tako delati. Ja. In to so te pravice delavstva se od, po mojem, zdaj bom malo rekel na pamet, ampak od industrijske revolucije dalje, so neka stvar, ki so si jih ljudje mogli skozi izboriti nekako. Ne? Ja, ne vem, jaz mislim, da je tle bi mogli brati bolj zaredni, kar se tega tiče in malo razmišljati, da 8-urni delovnik ni nujno standard. Zakaj bi bil? Ja, definitivno. Plus se mi zdi, mislim recimo... Vse smo tudi bolj učinkoviti, ko smo bili pred leti. Če pomisliš, včasih, preden je prišel računalnik, da si ti poslal nek mail oziroma neko pošto, da si nekaj natipkal na tipkalni stroj in vse te stvari, da si ti nekaj zaokrožil, kar zdaj narediš v 10 minutah. Kam je šla vsa ta produktivnost? Ne v naš prosti čas, očitno. Ne? Ja. To je recimo full valid. Neke stvari se mi zdi, da se spreminjajo na boljš. Ne vem, to, da sta primer Lidl pa Hofer dala 6-urni delovnik brez, da bi nekdo prisilil v to. Pač to se mi zdi kar kul. Ampak to je že kar dolgo. To je že kar dolgo, ja. To so imeli več kot 10 let nazaj že v Sloveniji. Ni v zakonu, da se pač to mora zgoditi, ne. Ampak tako, kar se tiče pa umetniške stroke, imam pa še vedno občutek, da zaradi tega, ker je toliko individualizirano in toliko moraš sam zase poskrbeti in skozi je v ozadju neka ta moraš tekmovati zaradi tega, da boš lahko to, da boš lahko zaslužil, da boš lahko preživel in tako naprej. Da na koncu v bistvu ta vsa pravila pa neke delavske pravice kar grejo čez okno in se sploh noben ne ukvarja z njimi in to je čisto vse. In tudi kar vidimo, ne vem, čisto po poročilih ali pa novice, kaj se dogaja na tem področju ali pa ne vem, pravica do odklopa, kaj je zdaj. Meni to čisto nič ne pomeni. Meni se zdi super, da se je to sprejelo, ampak zame tega to čisto nič ne spremeni. Zdaj sem v procesu, pač sem zaprosila za status in jaz tudi, če dobim ta status, jaz dvomim, da bo karkoli, mislim, to name sploh ni aplicirano, ne. Tako umetniški poklici pa kreativna stroka je ena najbolj prekariziranih strok, ker je lahko toliko prekarizirana. Ker se kar pusti, ker v bistvu je toliko neregulirano, kar je po eni strani ok, po drugi strani pa v bistvu si čist sam zase. In je ta res pozni kapitalizem, nobene strukture nimaš za sabo, sam moraš za vse poskrbeti, community odpade. Tako, v bistvu je ful strašljivo. Ne? Mislim, večina samozaposlitev je takih. Ne? Ja. Ker si samo od sebe odvisen. To je tudi problem naše družbe že od, ne vem, študentskega dela dalje. Mislim, da pač študentsko delo, pa pač tudi to priseljevanje ljudi, da bi delali preko samozaposlenega. Govorim tudi izven kulture. Ne? Ja, ali pa SP namesto, da se zaposli nekoga, ali pa da se čistilke najema preko servisa, pa da ni zaposlena v službi. Pač. Vse te stvari potem na koncu privedejo do tega, da je delavskih pravic vedno manj in da so lahko konstantno kršene, ker noben ni odgovoren. Ne?
Ampak ja, se ne vem, če je včasih, če je Niko Kralj lahko bil zaposlen pri Slovenija lesu, to se zdaj ne bi zgodilo. On bi pač bil SP ali pa samo zaposlen v kulturi, kjer bi ga probali izkoristiti do amena. In to pohištvo bi bilo pač ekstremno nedostopno. Medtem pa imamo, ne vem, večina naših dedkov pa babice imela rek stol doma, ne. Mislim, rek stol je bil mišljen kot poceni stol, ne? Danes ni več. Ja. Mislim, cela tehnologija od zadaj, vse to, mislim, in oblikovalsko, zakaj in kako, je ful zanimivo, ne? Ker v resnici je to bil, kako iz poceni lesa narediti nekaj vzdržnega, potem tudi to, kako se to zadevo krivi, to je bilo takrat novost, mislim. Zdaj ga imamo kot nek oblikovalski izdelek, bil je pa v resnici tudi masovni izdelek, kar je mogoče še večja vrednost, kot to, da je samo pač drag. Ja. Jaz sem hotela samo še na tej točki mogoče omeniti ta tvoja druga dva projekta, ki sta tudi v resnici čisto v sosledju s to tematiko in torej nisem na tem svetu, da bi delala, to je bila razstava v bistvu v galeriji fotografiji leta 2022, pa ta projekt Fjaka, ki je nastal 1 leto kasneje, ki je pa bil tudi mogoče malo bolj performativen, je bil še performance zraven, ali kako si to imela? Torej, nisem na tem svetu, da bi delala, je bil prvi projekt, kjer sem se res aktivno ukvarjala s to temo. Tudi takrat, ko sem delala ta projekt, nisem imela popolnoma nobene teoretske podlage, tako prav ničesar nisem, na tisti točki nisem nič o tem brala, sem druge stvari brala, ampak to je bil res čist osebna frustracija pa vzgib, da je to nastalo. Tle sem prvič avtoportret vključila na način, oziroma to je bil že performance za kamero, no, performance brez publika, performance za kamero in sem prvič svojo podobo vnesla tudi v projekt. In ja, je bil v galeriji fotografiji razstavljen, pa v GT22, pa na eni skupinski razstavi v Monfortu. Zdaj bom v bistvu spet razstavljala ta projekt, kar mi je kar hecam, da se ta krog vrti. Ampak ja, tako da to je bil nekako prvi v tej seriji pač nekih projektov, kjer se ukvarjam z delom in lenobo. In potem sem preko tega projekta mi je Miran Mahar, ki je bil moj tutor na AVI, predlagal Strinoviča in potem iz tega sem potem tako naprej našla in potem Paula Farg in tako naprej. Fjaka je bil pa tudi moj diplomski projekt. Sicer mi je najmanj blizu od teh, ki sem jih delala. Zdi se mi, da mi je ta čas, da sem imela 1 celo leto za narediti diplomski projekt, bilo ful preveč časa. Na način, da sem potem tako skozi iskala nekaj še novega. Ampak v bistvu sem ga naredila v 3 delih. Vsi 3 so bili performativni, ampak je šlo tako iz zelo intimnega prostora v popolnoma javni. Prvi paket Fjake je bila serija avtoportretov. Drugi sem delala performance z Milo Peršin pa Saro Al-Saleh, kjer sta oni dve ležali na brisačah po centru mesta, kakor da sta na plaži, jaz sem pa potem to fotkala. Tretji del je bil Fjaka Oaza, kjer sem v bistvu imela tak velik bel krog iz rjuhe na tleh in vmes marelo to za na plažo, ki je pač meni ful močen simbol, mislim, ne samo mene, ampak tudi tak zelo močen simbol pač lenarjenja. Ker sem ga potem umeščala enkrat v Tivoli, potem na razstavo diplomsko na AVI. Ampak ja, s Fjako v bistvu potem nisem nič delala naprej. Mi je bil v bistvu celo tako malo kot research projekt, pa tako kaj je potem sledil naprej. So mi pa eni deli tega projekta ful blizu še vedno. Tako, oziroma vsak del posebej mi je ful blizu, kot celota pa mi ne deluje več, čeprav mi takrat je. Fjaka je kaj? Fjaka je dalmatinski izraz, ki pomeni podobno kot dolce far niente v italijanščini, torej neka sladkost delanja ničesar. Samo ima potem še malo bolj ta in ex ju kontekst, pa ta Fjaka je v bistvu tako izgovor, da ne moreš nekaj narediti, tako reče se pač, uhvatila me Fjaka in to pač pomeni, to je izgovor, da ne moreš iti tja, da ti ga nisi naredil, da ne prideš tako. In mi je ta izraz ful lep, da se tako reče. A izklej izhaja tudi, da se fjakaš? Mislim, da je to drugače. Da je iz druge pride. Ampak je možno pa, da je, ker je tak nek mal in jaz bi rekel, da ne. Oba izraza se uporabljata na naši obali. Na tak način? Fjakat, kot si rekla ti, bi bilo vožnja, ampak fjaka kot to pa mogoče tudi neka vročica. Ampak če se fjakaš, če se fjakaš, ne prihajaš nekam hitro, ampak počasi pa zatikaš se, pa vse je bolj tako slow, a ni? Ne. No, tako tukaj uporabljamo ta izraz. No, okay, tako jaz uporabljam ta izraz. Recimo, kaj se fjakaš toliko časa, ne? Ali pa da se fjakaš, da ne pičiš, ne?
Rabimo etimološki slovar za narečne in slengovske izraze. Ne vem, kaj bi bilo etimološko. Mogoče sta povezana, ampak jaz jih ne enačim tako osebno. No, jaz nisem slog za Ampak fjako kot tako zares vedela, sem vedela sam za fjakanje. Tako da. Ampak za fjako kot neke vrste siesta, pa ne vem, če mi rečemo, ja, te primla fjaka bolj pač zato, ker pač preveč vsega. Pač ne vem, če je sonce 38, te prime fjaka, ker pač ne moreš več nič in greš ležati. Ne moreš delati v takem soncu. Ne? Ja, tudi neka zaspanost mogoče malo. Ne bi jo prav enačil z nekim tem namenskim brezdeljem. Bolj neko to brezdelje, ker pač ne gre delati. Ja, se strinjam, ja. Ne vem, lahko da Dalmatinci rabijo drugače, ne? Sej se malo spreminja verjetno po regiji. Ja, ampak je podobno. Pač jaz dam primerjavo za dolce far niente v italijanščini, ki je tako, ne vem, nek similarity, ampak ni isto. Ta fjaka je bolj tako, ja, ne delam, ker ne moram, ampak je v bistvu lenoba na koncu pač. No in če smo že pri soncu in vaši obali, zdaj morje je neka taka stalnica, vsaj vizualna pri tvojem delu. Jaz te hecam, da si morska deklica, pa s to vodo, pa to. A se ti zdi, v bistvu je morje the one habitat, ki nekako prezentira najboljš ta tvoj koncept razmišljanja in tvoj prosti čas, prostor, kjer najraje preživljaš ta prosti čas. Ja, tudi razstava nič ni bolj pomembno od vode na koži, je tako v bistvu zelo osebni simbol, pač to je lahko aplicirano na kogarkoli, pa je nič ni bolj pomembno in potem prazen prostor za karkoli pač. Ampak ja, meni specifično je morje ali pa voda nasploh, sam kar morje. To, da sem na morju in to, da se kopam in plavam in da sem na plaži, ampak prav tako, da sem v vodi, mi je pač najjača stvar ever. Meni je to. Pač to je, ja, pač to butasto preprosto je. Tudi potem skozi to delo pa tako naprej hočem izpostavljati to, ali pa si tudi sebe opominjati, da to, da uživam, pa to, da sem ob morju, se ne rabi biti zasluženo. Pač jaz lahko tam sem, tudi če nisem prej 6 mesecev blazno trpela in delala in ne vem kaj vse. Pač morje kot tako ful močen simbol nekih počitnic na splošno, tako da se potem tudi s tem povezuje. In se zavedam tega, no, da ni sam men to nek simbol pač brezdelja. Pač ne vem, to, da delaš in da imaš nek šiht, ker ga moraš imeti in potem na poti domov se ustaviš na klopci in gledaš sončni zahod. Pač ful so mehne stvari, ali pa to, da si pustiš nepad popoldne. To sta mene, jaz nikoli nisem imela sramu okoli tega ali pa nekega gilta, ker pač sem navajena iz strani mojih staršev, ker sta oba imela tako zelo povprečne službe, nič posebnega in smo pač vsak dan po kosilu šli pač zaspat. Potem šele, ko sem ne vem, prišel najstniška leta, pa tako naprej, sem opazila, da to ni normalno za pač moje sovrstnike ali pa da je to v bistvu nekaj, za kar bi bili grajani ali pa zakaj nisi nekako bolj zapravo tega časa. Tako da tudi v bistvu sem kar alergična na to, ker se govori, da je lenoba nek luksus, ki si ga ne moreš privoščiti, ker te momente so v resnici dostopni kjerkoli. Pač, če nimaš dostopa do plaže, pač jaz sem si nosila stol pred blok, pa tam sedela na soncu. Pač tako, ful se da z mehkimi stvarmi to dosež, če si pustiš. Tako malo, ko se sprehajamo, ko gremo popoldne na sprehod, recimo, jaz ful opazujem, kako se ljudje zrihtajo razne te ali vrtičke, ali neke kotičke, ali pač najdejo neko koz zemlje, ali pa imajo neko koz zemlje, pa imajo mogoče malo bolj resen vrt, ampak ponavadi si bo nekdo uredil še neko klopco, pa neki za malo strehce, tako. In tudi vidiš potem ljudi, ki, ne vem, popoldne, ki so konc službo, ki so, ne vem, naredili vse opravke, ki jih imajo pač po vrtu in se tam pač brezdelje z družino ali pa sami ali kakorkoli. Tako da v resnici to popoldansko brezdelje oziroma ta nepotrebno zasluženo, ampak velikokrat se mi zdi, da ljudje si to vzamejo kot zasluženo brezdelje, je kar prisotno v družbi. Mogoče je malo manj prisotno pri tistih, ki so pač samozaposleni in zelo odvisni sami od svojega dela. Ti živiš na Primorskem, Jernej, tam je folk malo bolj sprijaznjen s tem. Tukaj vsi ljudje, ki jih kle čez blok vidim, ki na balkonu mogoče delajo to vrstno stvar, so ljudje, ki so v penziji.
Jaz sem prepričan, da imate tudi v Ljubljani milijon vrtičkov. Čeprav, Maša, mogoče imaš prav, jaz sem v vrstni hiši odraščala in vsaka vrstna hiška ima pač tak mini vrt pred hišo in te vrtički so ekstremno luškani, pač jaz sem ful časa preživela na njih, še vedno preživim veliko časa na tem vrtu, ampak mi smo skoraj da ne edini, ki uporabljamo ta vrt. Sam ne vem, to izhaja iz nekega tako, pač ne da se mi zrihtati tega, pa pol zato ne sedim zunaj, ali nimam časa biti tam, ne vem, ampak ja, v bistvu imaš prav. Pač bolj, ko greš na Mediteran, bolj folk hanga po balkonih, a ne? Bom težko povedal, kaj je, kje je res, kaj ni res. Lahko edino povem, da so na Finskem si pač ljudje delajo barbekue ful redno, da se to koristi. Pa to ni mediteransko polno. Tako tudi v mestu, ne? Ma ne, se imamo tudi piknike, no? To je driven by čevapi, to je drugače. Ne tako, da pač vidiš nekoga, da sam pač si jaz sem videla na balkonu in je tako, Veš, kaj vidim? Recimo tam, ko je ta Plečnikov stadion, ko so zraven, ko so oni vrtički. Jaz se kdaj tam z bajkom pelem, ko grem domov in tam imajo une bele plastične stole pod drevesom in včasih grem tam in tako ena bakica pa sam sedi tam in se ima najboljši. In jaz se prav ustavim z bajkom in jo gledam in sem tako, jaz bi tudi. Ampak nikoli ne vidim dva mulca, ki bi tam tako čileksala, sam mal hengala, veš. Na to temo. Hotel sem reči, ja, Nemci ful koristijo parke, ker jih mi ne toliko. To recimo je ful lepo videti. Ampak ja, danes, ko sem prišel sem do tebe, je od spodaj en fant, dajmo reči, na Gugalanci ste 17 ali 19 tam nekje, je lepo čilal, sedel sicer na telefonu, ampak je čilal zunaj. Sem šel 2krat mimo njega, še vedno bil na istem mestu in ni izgledalo, da bi koga čakal. Pod svojim blokom. Ne na Gugalanci. Tam pri vhodu, v bistvu ful nek weird spot si je zbral najgrši možen, ampak he does he. Mogoče zdaj, prej, ko si že malo menila na tem, zdaj do neke mere te internetne biografije označujejo tudi kot za feministično umetnico, pa si mogoče hotela prej nakazati, da si v resnici pri prejšnjih projektih ali preden si se mogoče s to lenobo začela ukvarjati, si mogoče več se posvečala tem tematikam, mogoče vprašanje spola, te binarnosti, feminizma. Mogoče, če bi kaj več o tem povedala, ker recimo teh projektov pa jaz nisem bila še tam. Ta neka feministična nota se je najbolj ven kazala v kontekstu tega, v katerih umetniških dujih delujem tudi. En je 1.1, v katerem sva Ronja Tange, zdaj sem bučerala za njeno ime iz Danske, ki deluje pod imenom 1.1. In so lani šli na umetniško rezidenco v Armenijo. In v sklopu te rezidence sem jaz potem tudi tam izvedla performance, kjer sem pol ure, pač imela sem oblečeno belo obleko na beli rjuhi, pa brala sem iz knjige Clarice Lispector The Passion According to GH. Mogoče je to ful gre off topic, če omenjam, kaj je ta knjiga, ampak meni ena ljubših knjig. No in sem pol ure pač free bleedala, pač krvavela na te rjuhi, na te obleki. Kar je bilo v bistvu ful zanimivo še v kontekstu Armenije, kjer, če bi to naredil v, ne vem, Berlinu, noben ne bi niti pomežiknil. Tako, ful sem se zavedala v kontekstu, v katerem sem. In ja, v bistvu cel koncept tega performansa je bil, ne vem, koliko kaj poznata te, v angleščini se reče sheet ceremonies, kjer pač potem, ko se poročita par družine pregledajo rjuhe. To smo imeli, mislim, da še v jugoslovanskih filmih. Ja. V Srbiji je tudi zelo prisotno, pa tako, mislim, za Srbijo sem brala. Aha, torej znak razdevičanja na rjuhi pol displeja na balkonu. In če je kri gor, pomeni, da je ženska devica in da je to in da ona čista in potem so vsi veseli. In če krvi ni na rjuhi, je to ful problem lahko za njo, tako kar grozen. In cel ta projekt se v bistvu vrtel okoli tega, da prvič to, da na rjuhi potem, ko pač po poročni noči, da je kri gor, pomeni, da je kri, ki pride iz ženske, smatrana kot čista, če je posledica nasilja. Medtem ko menstrualna kri ekstremno demonizirana v vseh abrahamskih religijah, vseh treh. Ja, moj point je bil pač nekako straglam z zelo močnimi menstruacijami, odkar sem bila stara 12 in to konstantno skrivam. In to, kar mora nekako biti nevidno in to ne obstaja in ne smem se s tem ukvarjati in Bog ne da bi kdo to videl, In sem imela ful močno potrebo potem, da pač to enostavno sam razgalim. In je bilo ekstremno osvobajajoče, ful lepo sprejeto. Tako Armenija tam v Jerevanu je taka zelo mehna umetniška skupnost, ampak kar je ful močna, tako ful se vidi, da so tako lačni in pač tako arta. Ampak ja, je bilo pa potem v občinstvu pač nekaj
tudi moških umetnikov, ki eni so bili čisto navdušeni, tako še vedno sem na vezi s kakšnimi, ampak pri enih sem pa recimo opazila, da ne vem, kljub temu, da smo 3 dni prej žurali skupaj, je potem me po tem performansu, ne vem, ene par dni ni mogel v oči pogledati. Tako, ful hecen odziv, ali pa komentarji, da koliko je to ogabno, da tako naprej. Ampak drug duo, v katerem delujem, je pa z umetnico Abby Coombs iz Velike Britanije. Midva v bistvu skoraj skozi delava neke feministične zadeve, čeprav ne namenoma. Ups, po nesreči, sorry. Ne, ampak bolj tako izhaja vse iz zelo osebnih izkušenj ali pa iz nekega doživljanja. Nobena od naju ne gre v to in reče, zdaj pa delava feminističen art ali pa tako, ampak je pač sam, mislim, umetnici sva, ki se ukvarjava in s performansom in je večina del zelo tako self-referential in potem avtomatično pač pride do tega. In mogoče bi izpostavila performance, ki so ga izvedli, preden so se sploh spoznali, ki je mene ful spremenil, pa mi ful dal. Preden so se spoznali, sva midve za 5 dni zamenjali življenja. Torej, jaz sem šla v London in bila Abby in nosila njene obleke, se družila z njenimi prijatelji in ona je bila v Ljubljani. In potem so se po 5 dneh spoznali in pač ta izkušnja je tako level zaupanja pa odprtosti, ki je zahteval to od mene, je nekaj, kar pač nisem doživela še prej. In še vedno procesirava ta performance in filmava neke dokumentacije in v bistvu tako na koncu se želiva knjigo narediti iz tega, kar upam, da se začne premikati to poletje. Ampak ta je bil recimo tako ful mentalno tudi naporen, vmes je bil nek breaking point, ki so mogli mal predrugačiti parametre. Ta performance je bil tudi možen iz fulih razlogov, ne vem, to, da so recimo obe približno iste stari, da so obe ženski, da je šlo takoj za neko zaupanje, brez enega pomisleka in da so sam to naredili. In zato tudi ustvarilo neko vez med nama, ki je zelo layered in sodelujeva še naprej, ampak recimo najni projekti so zelo prežeti tako z nekim zavračanjem patriarhata oziroma kar že pač greva v čist neko svojo smer. Omenjala si, da ste mogli nekaj vmes predrugačiti. Neke parametre. Torej, začetni parametri so bili tako, vsaka je pustila drugi seznam stvari, ki jih počne na nek običen dan. Ne vem, en recept, približno kaj bi oblekla, tako kakšno rutino imava. Poleg tega smo imeli to, da pač fotodokumentirava, piševa, če hočeva in da nimava kontakta med tem performancem. Pač teh 5 dni se pač ne slišva in to je to. In v bistvu sva hoteli videti, kaj se zgodi, če probaš živeti življenje nekoga, ki ga ne poznaš sploh. Pač. In da v bistvu vse informacije, ki jih imaš, je kar vidiš po njenem stanovanju in ta seznam stvari, pač, ki so si pustili. In potem se je zgodil mislim, da je bil to 3. dan, ko jaz v bistvu nisem vedela več, kaj so moje želje, ali pa jih nisem znala prepoznati. Ker sem bila tvoje želje kot Iva. Ti kot Iva. Ja. Tako nisem vedela, kaj bi jaz hotela, kaj so moje želje, kako se zares želim obnašati. Ne vem, recimo nisem fotkala, kar je ful neznačilno zame, če sem nekje drugje. Tako ful heavy je postal kar naenkrat. In je prišlo do neke točke, ko sem se počutila toliko v krču, da sem pač in sem napisala ful hitro sporočilo, da pozabila sem točno že, kaj sem napisala, ampak nekako tako, da bi sam spremenila to in to in to in da sem performance omejila na fotodokumentacijo, pisanje, pa na nek tak moment. In potem je ona me nazaj napisala, da se strinja, in so se potem, ko so se spoznali, mi je povedala, da ona je isti dan imela moment, da ona piše tudi drugače, pisateljca, ko ni pisala, ko ni vedela, kaj hoče. Tako ful zanimivo, no. In v bistvu mi, da ko so se spoznali, ona je ostala en dan daljše v Ljubljani, da so se lahko spoznali. In pač so se srečali v lokalu in so se najprej sam 5 minut objemali pa jokali, pač tako brez besed. In se pač najn odnos je potem ful šel naprej, ker ne vem, če je čas zdaj za to, ampak... Jaz sem si v zapiske zapisal, na kaj me je spomnil ta performance, ne vem, poznaš Art and Life, One Year Performance od Linda Montano in Te Ching Sisi, ki sta bila zavezana. Zdaj njegovo ime žal ne znam izgovoriti, ampak bomo dali od spod v vsakem primeru. Ki so bila 1 leto skupaj zavezana. Ne? Mislim, tak podoben vibe te osebnega neke povezave. No? Mogoče ne iz vidika tega, da sta preživeli ta čas skupaj, ampak je pa zelo posegalo v to intimo. No? Ja. Neka vez se je pa tudi med nama zgodila, ker je kar tako, ne vem točno, kaj bi se moglo zgoditi, da bi se to prekinilo, ampak ful nekih stvari se je pol še zgodilo, pa mi da so se potem za en dan videli pač v Ljubljani in potem sva
takoj naslednjič, ko so se videli, smo šli za en teden na Sardinijo skupaj, kar je bilo intens na čist drug način. Obe so razvili ful močna čustva druga do druge. To je bilo recimo tudi prvič, da sem jaz sebi upala priznati, da sem jo všeč tudi punce, kar je bil a whole other thing. In potem so prišli iz te Sardinije, na kateri se med nami ni nič zgodilo in potem se ta tenzija vlekla ful časa. Poljeno mi se enega fanta spoznala tako ful ene drame, ampak na tak men ful dobrodošel način. Pol sem septembra, so tudi ful časa, avgusta so bili potem po avgusta skupaj, pa septembra smo ona, jaz, moj fant in njena najboljša prijateljica šli, v bistvu smo si sami organizirali umetniško rezidenco, pač pri mojih starših na vikendu. Čist iz tega, kako iti iz inštitucije, kako si samo organizirati nekaj, če imaš to lahko zastonj, da se izogneš celemu open call momentu in prijavljam se spet na nekaj. Smo si pač sami organizirali umetniško rezidenco. Iz tega sem pa tudi naredila fotografsko serijo, ki je bila razstavljena v F-bunkerju letos januarja, kar si by the way ful želim še razstavljati, tako da kdorkoli to posluša. Jaz sem pa naredila ful dolg deskriptiven naslov z mojim fantom, dekletom, ki mi je avgusta zlomila srce in eno najboljše prijateljice sem bila na umetniški rezidenci. In naslavljam celo to. Meni je to zdaj, tudi takrat že, pa tudi zdaj, mi je vse bilo toliko normalno, ampak hkrati se zavedam, da je to ful odstopa od neke normalnosti, pa od nekaj, kar je pričakovano od mene. In ja, nekako mi je bilo tudi ful osvobojujoče o tem ful na glas govoriti. Sem pa opazila, da tako ljudem ni, malo so tako previdni okoli mene, ko prije do te razstave. Tako redki me vprašajo zares, o čem je šlo, ali pa kaj pa je bilo to, ali pa je tako ful previdno, tako kar hecanje, no. Ampak ja, itak sem to razstavo naredila tudi z namenom, da se o teh stvareh govori nasplošno. Tako da ja, zdaj, julija grem spet v London k njej. Pa si imela kdaj zatem željo, da bi bila spet ona? Niti nekašnega flashbacka, da bi recimo... Eni aspekti nje so, ki jih ekstremno cenim, ali pa sem tako full in awe of them, pač full jih občudujem. In zaradi najnega odnosa in koliko smo se zbližali in koliko je bilo intenzivno vse skupaj, imam včasih recimo občutek, da lahko kar channelam mal njo. In so se tudi pogovarjali o tem in ona isto za neke aspekte mene isto dela. In je v bistvu ful hudo in zdaj imam feeling, da je tako en del nje, ki ga pač nosim s sabo, ki je tako pač tam in mi pa fulih stvarih pomaga. Ne vem, ona je recimo ful samozavestna oseba, tako ful. In na zelo dober način. In način, kako ona govori recimo o svojem delu ali pa o sebi, ali pa je meni recimo dal ful nekega dovoljenja, da jaz tudi tako govorim o svojem delu pa o sebi. Medtem, ko po drugi strani je ona meni že fulkrat izpostavlja, da je ful občuduje, koliko enega balansa sem sposobna imeti v življenju, pa koliko znam nekako postavljati meje in da ona recimo ta aspekt mene ful pač proba dati čez sebe, a ne. Tako da ja, to recimo. Ne bi pa hotela biti spet ona. So pa tudi neki aspekti nje, ki jih imam rada na njej, ampak tako sem tako ne. No, ful zanimiv, upam, da se ta projekt še kje pojavi. Pa eno okroglo mizo, kjer bomo razglabljali o tvojem osebnem, intimnem, čustvenem in seksualnem življenju. Lahko, z veseljem. Sam še 10 vprašanj. Ne, sam še 3 stvari v resnici, kar se mi zdi, da bi bilo malo weird, če bi šli mimo njih. Ena stvar je, ta zadnja stvar zdaj, ko je glihkar bil Ljubljana Art Weekend, ko si imela to mapiranje s temi A4 listi, mogoče, če bi samo nakratko opisala, kaj je bil pa to za en projekt, oziroma in tudi kaj je ta plac, v katerem se je to zgodil, v katerem sem jaz zdaj bila prvič, pa se mi je zdel full nice. Oba z Jernejem sva zelo klaverno sicer, ampak vseeno sodelovala pri temu performancu. Ta je bil zdaj zadnji projekt, ki sem ga delala, oziroma ga še vedno malo delam, ampak naslov je Prostoris, v angleščini Being a Map. Prostoris se je moj fant Jaka spomnil in sem zelo hvaležna za ta izraz. Je pa cel projekt se v bistvu ukvarja z nekim mapiranjem prostora, ki je namenoma subjektivno, ni nobenega grida, nobenega sistema, ki se mu sledi, ampak da tako res, da se v bistvu zgodi čist organsko, pa zelo subjektivno. In v bistvu ta koncept mapiranja povezujem z nekim osebnim momentom začetka, pa z mojo ljubeznijo do začetka in začetkov in nekako tako povezujem to v tem, da zemljevid najde svoje prve koordinate v začetku. To je participativni performance, kjer smo jaz in ostali udeleženci A4 liste limali po stenah in potem na koncu drugi dan je šlo tudi vse po tleh in smo v bistvu cel prostor pač zmapirali.
In potem sem te liste nazaj zložila na en kup in to je v bistvu zdaj zemljevid našega časa v tem prostoru ali pa zemljevid prostora za umetnost not, tako se imenuje ta prostor. In ja, in tudi A4 list je namenoma izbran, malo je tudi to referenca na Vlado Marteka pa njegovo ljubeznijo do A4 lista. Hkrati je pa ta A4 list, prazen A4 list simbol, res full simple, nepopisan list papirja, začetek pač in tako. In najbolj, kar me zanima v vsem tem je tenzija, ko se dogaja, ko se nekaj začne. Prvi album glasbenika, prvi film trilogije, prvi poljub, tako cel nek ta začetek in kako to razvleči. In tle sem imela pri tem participativnem performansu sem imela parameter, da se 1 uro mapira in potem zaključimo. Sem pa predtem izvajala ta performance že 3-krat, kjer sem pa imela parameter, recimo, da mapiram prostor z A4 listom, dokler mi filma ne zmanjka. Tako da sem jaz hkrati dokumentirala to in mapirala. Medtem, ko zdaj v notu sem se pa za nalašč kamere čisto osvobodila in sem jo predala 3 fotografom, ki jim pač ful zaupam. In to so bili Peter Fetih, René Ketiš in Tadej Vaukman. Namenoma sem tudi njih 3 izbrala in njim prepustila to, kaj se s podobo performansa zgodi. Ker to je tudi neko zelo močno zanimanje moje trenutno, torej dokumentacija performansa in kako ta podoba postane nek razteg, v katerem ima publika še vedno dostop do performansa. Torej tako, če je performans se dogaja in imaš neko publiko, fotografija to potencialno publiko potegne v neskončnost. In potem ta fotografija kar postane pač podoba performansa. Tako da se s tem ful ukvarjam in tudi naprej, če in ko bom razstavljala ta projekt, hočem vsakič drugo fotografijo dati za to in kar pač podpisati nekoga drugega. Mislim, ali Reneja, ali Petra Fetih, ali pa Vaukmana. Ampak ja, tako, zelo se igram zdaj s tem, kdo ima kontrolo nad podobo tega performansa, kdo jo zbere, tako. Prostor za umetnost not pa furajo Petra Varel, Sanja Neškovič Peršin in Julija Hoda in nekako tako probajo, meni je ful blizu, nekako tako probajo povezovati vizualno umetnost z performativo, performansom, kar ja, se mi zdi, da je takih prostorov ni ful velik. In sem imela v bistvu res zakon sodelovanja zdaj z njimi na tem projektu. Ja, to je v bistvu en tak cute, obokan, kamnit, z belo pobarvan prostor na Vodnikovem trgu, torej nad tržnico gor, noter v podhod greš in pol je tam ta prostor. Je full nice. Jaz sem dokumentirala tvoje dokumentatorje, kako so dokumentirali, tako da zdaj, ko Fiš razvija te fotke, bomo imeli meta podobo performansa. Pa videla sem tudi, da se je snemal. Fiš je snemal z to Super 8 kamero, na kar sem tudi hotela navezati, ker je v bistvu to, kar je zdaj v Vagi razstavljeno, ta nič ni bolj pomembno od vode na koži, izhaja tudi iz tvojih posnetkov s kamero Super 8. Pa sem samo mogoče hotela, če še 2 besedi rečemo o mediju tvojemu, no, ki ločeno od performansa ali pa vsega tega, o čemer smo že govorili, da je v bistvu črno-bela analogna fotka in zdaj s tem projektom tudi Super 8, torej s to cutesy malo from the 80s family kamero posnetih videov. Nemih, črno-belih. Ne vem, kaj mogoče... Ja, jaz v bistvu že od začetka delam samo na film, pač odkar delam s fotografijo, tudi nimam digitalnega fotoaparata pač. In od začetka že pa tudi še za naprej izhajam iz tega, pač prvo neka estetika pa feeling, ampak tudi tako, to, da je manj fotografij, ki jih lahko posnamem, mi da to, da sem ful bolj pozorna na to, kaj pač fotografiram. Je pa ta črno-bel aspekt zelo pred kratkim v resnici. Sem ful več barno delala prej. Je pa res, da tako, najprej nisem sama razvijala, potem sem pa pisala Kela profilu in sem se tako spoznala s Fišem in se s Fišem pač že ful dobra prijatelja in pač mi pomaga basically z vsem. Ampak ja, jaz v bistvu tudi tako ful malo vem o tehniki in mi je to tudi cool. Vem lih toliko, da delam te stvari, ki jih hočem in potem, če hočem nekaj novega narediti, pač se pozanimam in razširam, ampak nisem pač ta geek, ko tako vem vse specifikacije. Jaz tako večino izrazov pač pri fotografiranju še vedno ne poznam in tudi ja, če jih ne bom rabila, se ne bom pozanimala zares. Za Super 8 sem pa par let nazaj, 2021 sem začela, sem sprobavala tako barvno, ampak je kar drago, če tega ne moreš razvijati sam. Pač edini studio, najbližji studio, ki to razvija in digitalizira, je v Berlinu in pride, vsaj takrat je prišlo približno 100 € za 3 minute stroškov, kar je kar potratno. Jaz pač nimam tega keša, da se s tem malo igramo. Medtem, ko pač zdaj je pa pred kratkim, oziroma odkar
Fish dela z Super 8 je ugotovil, da lahko črno-bele Super 8 filme razvijamo v Keli, kar pa ful olajša proces in ga ful bližje ga naredi. Tudi to, kar je razstavljeno v Vagi, je nastalo, kar sem rekla na začetku, da je nastalo po nesreči. To je bilo zato, ker jaz sem kamer, imam veliko Super 8 doma, sam jih nisem uporabljala in potem sem zdaj, preden sem že starši v Španiji, sem tako, Fish, jaz bi ful sprobala razviti en Super 8 film, a imaš čas in je bilo v bistvu tako poskus In ja, je bilo v bistvu tako, sprobala bi razviti sama in potem je to nastalo iz tega. V bistvu imamo še reklamo za Fisha, da v resnici je tudi on zdaj ta, ki lahko razvija črno-bele Super 8 filme. Digitalizirati moraš pa vse nest, kot mu gospodu, kam? Na Brod, ne? Na Barje. Na Ig. Kako pa digitaliziram? Ena taka posebna mašina je ki gre čez in poskenira cel film od Super 8. Ja, te bom pol še enkrat vprašal, ampak ja, so nivoji na Za Super 8 imaš kišto, ki jo kupi za 400 €, 500 € za doma. Porablja, če hočeš proper Super 8, porabiš mašino za nekaj 10,000 €. Ja, on mislim, da ima to drago. Torej dobiš 2K posnetek ven. Ja. Okay. Ja. Tudi, mislim, bil je pred leti bil malo cenejši, mislim, da zdaj po gruntu, da tega v Sloveniji nihče drug ne dela. Mislim, zato ker ta kišta, ki je prav, da lahko dobiš 2K resolucija ven, je kar huge in drago. Ja. Vse to. In zato je tudi pol, mislim, če bi pa to še, če to v Berlin pošiljaš, je pa ful. Kdo je ta gospod na Brodu, ki smo nekaj za... Norm Studio. Ok, še moje zadnje vprašanje. Prebrala sem, da si trenutno tudi kot sodelujoča navedena na tej skupinski razstavi Predstava mesta v MSUM-ju. Kaj pa imaš tam? To je bilo ful smešen v resnici. Mislim, sem bila ful hvaležna, ampak jaz sem razstavljala 2 fotografiji na razstavi Naša last v Jakopičevi galeriji. Jaz sem od leta 2020 pa tam nekje do 2022 bila ful na protestih, pa ful del gibanja en čas in imam ful veliko fotomateriala od tega časa. No ja, in v Jakopičevi galeriji so 2 fotografije izbrali in potem sem dobila decembra mail, če lahko eno fotografijo nesejo še v MSUM in sem na ful vesela. Sicer tako bi za predstavo mesta, specifično za to razstavo, mogoče kaj drugega razstavila, ampak ja, fotka zdaj, ki tam visi, je bila fotka protestnikov izpred Roga, ki se je zgodila evikcija. Jaz nikoli nisem bila zares ful del Roga, ampak se mi zdi, da ne rabiš biti ful del, da nisi rabo biti ful del Roga, da razumeš, koliko velika vrednost je to za mesto, pa koliko pomembni so taki prostori. V bistvu to, da je ta fotografija tam, se mi zdi ful lepo, no. Pa da se o tem govori še vedno, ker se mi zdi, da tudi v umetniški sceni smo kar malo, nam je kar postalo vseeno. Ok, ta razstava mislim, da je do 1. junija še skupinska, je kar precej del, tako da pejte si pogledat. Ok, še kaj? Last thoughts officially in ether? Okay. Kar ne. Najlepša hvala občinstvu za vašo pozornost, najlepša hvala Ivi Suhadolnik Gregorin za prijeten pogovor. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta odigrali Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Polajkite kaj, napišite kakšen komentar, kam pa vi hodite na morje, česa bi radi delali manj in ali vas v kakršnikoli obliki nagovarja današnji pogovor. Ali ste med poslušanjem te epizode kaj delali? Ste se sal, pomival, pucal maščje, stranišče, likal, presajal, delal vaje za hrbet ali pa se fural na Trojane? Dejte nam vedeti oziroma dejte malo sodelovati. Čau, čau. Čau. Ja, a art pa ni delal, kaj? Sem grozna, Kaj? Koliko sem grozna. Čist. Sam se te ne sliš. Zakaj si mi dal ta papirček? Da si prebereš, kaj je bilo ful... You plan... Ne vidim, čakaj. Ne moram pobrati, ko imam nohte umetne, čakaj. Your plans succeed because you work... Ja, ja. Zdaj hočeš nazaj ta listek? Ja. Ja. To sem dobil fortune cookie. Work harder. Prej, ker sem dal ta listek Maši, ne? Čisto sem pozabil, da ga imam noter, ampak odprem telefon, ne, in gledam, kaj piše. In gor piše, your plans succeed because you work hard. Jaz sem drugačisto, samo od teh... Fortune cookie. Vse to je fortune cookie. Ne, se vem, ampak mi je cute.
Veš, da imaš isto. Ti Ti imaš medtem tudi ko- tega? Ja, ne, nimam tega, ampak je... Aha, imaš isto to, kaj imaš, da vidimo tvoje fortune Veš, cookies. na mest, Čakaj. da bi ti sledil, ko se pogovarjamo, odpiraš svoj telefon, pa bereš stare fortune cookie. Maša? You're welcome everywhere. Doubt. Doubt. Always filled with enthusiasm, you break down all obstacles. You are on top. You can move mountains. Obata, always filled with enthusiasm and you're on top. My mind went elsewhere. Krip. Mislim, to je biznis ideja, ne krip. Ful bi se prodajal. Naughty cookies. Okay, You're jaz sem filled with hotela cream. sam na tej točki omeniti še ta Daj še tvoja... enkrat, ker sem čez govoril. Jaz sem hotela sam... Pizda ti mat. Čemo počasi pol zaključiti, ker imamo tudi umrla tle s tem kašanjem. Ne, sorry, se Ne, sej, jaz sem hotela mogoče še... Oprosti, samo malo me dejansko skrbi, da se malo greš prezračiti lahko ven še, ne? Naughty cookies.